Imaš eno minuto za EPP, včasih to rekli EPP. To je zadnja moja knjiga, oziroma to zdaj napisala skupaj s kolegom Reichenbergom po renesansi. Ta knjiga je nastajala 2 leti in je tam je res dragocena. Drugačno razmišljanje o renesansi, kot so ljudje navajeni, kot so prišli. Vse še niješ. To mora biti zanimivo, če je drugačen pogled na renesanso. Je bilo tudi zanimivo to raziskovati in študirati. Torej, kaj mi tle delamo? A je to konkretno vprašanje? To je resno vprašanje. Ne, to vem, ampak zelo resno vprašanje, ampak ali je to, na katero ne hočete odgovor, ali je to retorično? Oziroma, kako? Kot govorite, hočem kakšen dober odgovor, ja? Učimo se. Tam sem videl en plakat za eno drugo predavanje, nekaj pa nekaj pa nekaj, pot do osebne svobode, piše. To bo zanimivo. Mi smo končali z enim vprašanjem in nadaljevali bomo od tega vprašanja naprej. Vprašanje, ki se zastavi, je nenavadno, je posebno in je produktivno. To je vprašanje, ki ga zastavi, ali pa še bolje rečeno, ki se zastavi pacientu, ko pride k analitiku. To je vprašanje, ki se ne zastavi pacientu, ko pride k psihiatru. To je vprašanje, ki se ne zastavi učencu v razredu, pred učiteljem. In je vprašanje, ki se tako rekoč ne zastavi nikjer drugje, vsaj ne v tej strogi in produktivni obliki. Lahko da obstajajo različice tega vprašanja, ki pa niso produktivne. To je namreč vprašanje, ki ga lahko artikulira pacient, lahko ga zastavi samo v sebi. Včasih se zgodi, da ga zastavi analitiku. Lahko se celo zgodi, da si ga pacient ne zastavi. To je možno. Vprašanje je, kdo je ta nasproti mene. Ta nasproti mene, ki je analitik. Zdi se, da je odgovor že podan v samem vprašanju, vendar ni. Ker sem rekel, da se to vprašanje ne zastavi, ker pride pacient k psihiatru. Obstaja pomembna razlika, o kateri bomo danes govorili. To je razlika, ki nas nujno privede do razmisleka o tej nenavadni sintagmi, ki je v naslovu tega predava, namreč breme svobode. Zakaj bi bilo smiselno, koristno govoriti o bremenu, če govorimo o svobodi? Tako bi se lahko vprašal zdrav razum. Zdrav razum, ki spontano domneva, da je človek svoboden ali da je lahko svoboden, oziroma da
lahko dela, kar hoče, če je svoboden. Vprašanje, ki ga tako rekoč ni bilo, naprimer, v srednjem veku. Vprašanje, ki tudi če se zastavlja kdaj, komu v antičnem svetu, zagotovo nima take oblike oziroma takega pomena, o katerem bomo govorili danes. Moralo je nastati obdobje renesanse, zato ni po naključju nastala tale knjiga, in mora nastati obdobje razsvetljenskega humanizma, da se je to vprašanje o bremenu svobode sploh zastavilo, oziroma, ko se je zastavilo, se je tudi že zaostrilo. To vprašanje je izjemno zahtevno. Situacija oziroma položaj, v katerem se znajde pacient, je zagotovo nenavaden, kajti to, kar se zgodi pacientu v analizi, se mu ne zgodi nikjer drugje in se ne zgodi nobenemu drugemu. Pacientu pa se zgodi strukturno nujno, se pravi, analiza je nujno zavezana temu vprašanju. Kdo je drugi? Kdo je analitik? In, naprimer, kaj hoče? Kaj hoče od mene? Oziroma, ali sploh kaj hoče? Kot rečeno, tega vprašanja se ne zastavite, ko greste k psihiatru, imate določene težave in od njega pričakujete, ker veste, da je zdravnik in specialist psihiatra, da vam bo predpisal tablete. In ko jih dobite, oziroma dobite recept, tablete dobite pol lekarn, se poslovite, to ponavadi traja 10 minut. In v teh 10 minutah se vam ne zastavi vprašanje, le kdo je ta drugi, ker se itak ve, kdo je psihiater. Zakaj se torej to vprašanje postavi v analizi? Zakaj se nujno postavi? In zakaj se zdi, da je smiselno in produktivno? Sej po analogiji bi rekli, kako, kdo je ta človek? Če analitik, ne? Tako kot je nekdo drug psihiater. Pa vendar ni tako. In za odgovor, ali pa za razmišljanje, kar je še bolje, o tem vprašanju, se odpravljam k izvrstnemu, izjemnemu filozofu, to je Jacques Rancière, ki se tako rekoč vse svoje življenje, kar pomeni zadnjih 50 let, posveča izjemno produktivni, izjemno dobri ideji. To je ideja egalitarnosti, ali še bolj natančno, to je ideja o enakosti inteligenc. Redko kdaj boste srečali ali pa naleteli na podobno razmišljanje, v sedanjem življenju pa še zlasti ne. V sedanjem življenju ste namreč navajeni na bistveno drugačno razmišljanje. Navajeni ste na razmišljanje o neenakosti. Sedanje življenje je prežeto z diskurzom neenakosti. Tudi neenakosti inteligenc. In zdi se, človeku se spontano zdi, da je to tudi prav, oziroma da je nujno tako, kaj ti čisto mogoče je, da bi kdo pripomnil, kako je mogoče misliti enakost inteligenc, na primer v prvem razredu osnovne šole, kjer se srečujejo učenci in učitelji, profesorji. Zdi se predrzno in nesramno in popolnoma nesmiselno govoriti o enakosti inteligenc v tem primeru. In enako velja tako rekoč povsod drugje. Zdi se, da je popolnoma absurdno razmišljati o enakosti inteligenc
če imamo pred seboj primer družini, otroka in starše. Kakšne enakosti inteligenc lahko govorimo. Če imamo pred seboj, ne vem, oblast recimo, elito in podložnike. Kakšne enakosti vendar govorimo. In tega žargona je v sedanjem življenju veliko, kar hočete. In spontano se ravno tako temu razmišljanju pritakne nek drug razmislek, namreč, da je treba tiste, ki so na eni strani te neenakosti, praviloma so to elite, ali šefi, ali tisti, ki so nadrejeni, ali tisti, ki so pač nekje zgoraj, da jih je treba tudi primerno nagraditi. To poslušajte nenehno. In včasih vam še pomalem zagrozijo, da se zato ljudje zelo prefinjeno. Če jih ne bomo ustrezno nagradili, beri, če ne bodo imeli 20.000 evrov plače na mesec, bodo odšli. Nekaj. Bo brez njih. Ampak če dobro pomislite, kakšna nesramnost je v tem? Kakšna, mislim, če bojo všli, zaradi mene, ne pa odidejo. Kajti, če resno vzamemo idejo, ki jo bomo danes vzeli resno v premislek, idejo o enakosti inteligenc, do popolnoma drugačnih idej in misli, ki veljajo povsod v vsakdanjem življenju. Enakost inteligenc. Seveda, a je tle kakšen psiholog? Psihologi merijo namreč inteligenc. Prosim? A ja, no, mislim na tiste, ki jim piše, ki imajo segalc doma, pa piše, da so univerziteti, ali ne pa že zdaj piše, ne pa zdaj piše, ki imajo neke čudne sisteme. Pardon, jaz bi samo na hiter, če smo veliko vrteli o inteligenci, bilo fajn opredeliti, kaj to je inteligenca, ker če ne bomo zašli znanje, neznanje, vse skupaj. To je vprašanje, na katerega namenoma ne bom odgovoril, kajti odgovor na vaše vprašanje je že del neenakosti, ki jo ravno skušam postaviti pod vprašanje. Za to vprašanje se morate nasloviti oziroma obrti nekoga drugega, na tiste, ki imajo radi hierarhije, v katerih ali pa znotraj katerih obstajajo ljudje, ki znajo pa dati definicijo recimo inteligence. Meni tako razmišljanje zelo sumljivo in tisti, ki ste že bili kdaj na kakšno moje predavanje, veste, da na to uho ne slišim. Ker tako razmišljanje zelo hitro pripelje, a veste kam? Natanko tja, kjer jaz nisem pripravljen biti 1 sekundo. In to je, nekdo, a veste, kaj je domneva vašega vprašanja? Domneva vašega vprašanja je, da obstajajo ljudje, ki vedo, primer, kaj je inteligenca, in bodo povedali onim, ki pač ne vedo. No, jaz nisem... Zato sem tudi na začetku vprašal, kaj tle delamo. Jaz namreč nisem učitelj ali pa profesor. Moj spontani odgovor na vaše vprašanje je, pojma nimam. Andrej Karol. Čeprav na moji eni od tistih diplom tudi piše, da sem psiholog, jaz jo znam zmeriti. Recimo, če bi kdo želel, tam nekje imam teste in znam zmeriti. In če me vprašate, kaj je inteligenca, rečem to, kar sem ravno kar zmeril. 114. Obstajajo ljudje, ki nosijo v žepu razne cegelce in ob priložnosti potegne ven rečejo, glej, zmerili so mi inteligenco 100 žblja. In potem pričakuje, da, ne vem, mi bo čelizno padla, pa da govoril, wow, kakšna inteligenca, da mora pa kaj, past na tla, ali kaj. To so nevarne zadeve, to so zelo spolske zadeve. Malo se hecamo, v resnici je pa v tem veliko totalitarnega. Zelo hitro toliko manjka, da smo tam, kjer smo ravno kar začeli, v vsakdanjem življenju, kjer veliko ljudi spontano sprejema neenakost.
eni vedo, eni ne vedo. Učitelji vedo, učenci ne vedo. Učitelji so tam zato, ker vedo, da povedo onim, ki ne vedo. Zato je, recimo v šolah, zdaj se zelo hvalijo, ker so naši dijaki z nekih mednarodnih reskusij so dosegli vladi, zdaj so vsi veseli, koliko so naši dobri. Jaz imam sicer do tega precej zadržkov, ampak dejstvo je, da veliko ljudi spontano in zelo hitro sprejema neenakosti. Zato je, kot rečeno, v šolah, na primer, zelo veliko pokornosti, ubogljivosti in zelo veliko molka, tišine, ker učenci seveda z lahkoto sprejmejo, da je učitelj tisti, ki ve, da so oni tisti, ki ne vedo. In v službi je isto, in doma je tudi isto, in skratka, pravzaprav posod je isto, bolj ali manj. In ravno to hočem problematizirati. Veste, meni dol visijo definicije inteligence. Jaz jih znam sicer našteti, če bi hotel, kakor jih čte. Definicij inteligence jih kakor hočete. Psihologi, oziroma študenti psihologije se morajo na veliko učiti definiti, ker jih je ogromno. V teh 100, Simona in Bineja, recimo od 110 letih se jih je razvilo, ma res kakor hočete definicije. In testov, ki inteligenco tudi merijo. Torej, mene to ne zanima. Kar pomeni, da resno jemljem v premislek to, kar počne Rancière pol stoletja. In se sprašujem, resno se sprašujem, zakaj se nekemu filozofu zdi že tako dolgo časa zelo pomembno razmišljati o neenakosti, ki jo spontani zdravi razum sprejema kot nekaj danega, ampak o enakosti, oziroma še bolj natančno rečeno o egalitarnosti. Lahko uporabljamo oba izraza, egalitarnost ali pa, naprimer, enakost inteligenc. Zdi se, da je to torej kontraintuitivno, da je nekaj, kar nasprotuje že spontani intuiciji vsakega človeka. Saj so ljudje različno inteligentni, ne mi govoriti, da so vsi enako inteligentni. Saj jaz nisem rekel, da so enako inteligentni. Jaz govorim o enakosti inteligenc. Kaj to je, pa bom povedal, samo ne tako, da bom to definiral, ampak bom o tem razmišljal natanko skupaj z vprašanjem, ki si ga zastavi, ali pa bi ga lahko zastavil pacient, namreč, kdo je analitik. Pejmo lepo počas. Kaj dela analitik v analizi, da se to vprašanje mora zastaviti? Prvič, analitik je človek, ki naredi zelo nenavadno gesto, ko pride pacient k njemu. Zelo nenavadno. Za pacienta je včasih, kar pogosto šokantna, ker je ne pričakuje, nanjo ni navajen in na začetku ne ve, kaj z njo naredi. Torej, gre za povabilo, ki ga Freud zapiše na zelo preprost način, in sicer povejte mi vse. To je edino, za katerega človeka je to edino to vrstno povabilo v življenju. Povejte mi karkoli. Povejte mi vse. Govorite, ni važno o čem, želim, da pripovedujete o vsem, o čemarkoli. Takega povabila, to morate priznati, sicer ni. Ravno nasprotno, v obzorjih neenakosti, ki so povsod, se v resnici govor ljudi od malega vedno znova omejuje. Vedno znova se omejuje. Otrok vedno znova doživi na svoji koži, da mora biti tiho. Vedno znova. In enako velja v šoli. In enako velja, ko ste v službi. In enako velja, kot sem že rekel, bolj ali manj povsod. Princip je povsod na delu. Zdaj, malo tako, malo drugače, me ne zanima. Princip je povsod na delu. Vedno znova mora nekdo biti tiho. Vedno znova se zdi,
da lahko govorijo samo eni in vedno znova drugi spontano pristajajo na to in so vedno znova tiho. Tam je ogromno ljudi, ki so vedno znova preprosto tiho, ker se jim zdi, da itak nimajo kaj povedati. Ali pa sami sebe cenzurirajo, tudi če se jim zdi, da imajo kaj povedati, tega ne naredijo in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Ta princip je torej povsod. In seveda se lahko, oziroma moramo vprašati, zakaj? Zakaj? Oziroma tega vprašanja ne se lotevamo z druge strani, zakaj analitik reče prav nasprotno? Povejte mi karkoli, kar seveda zmede pacienta, kaj ti na to prav gotovo ni navaja. Zato tudi na začetku v zadregi vpraša, kako to mislite karkoli. In analitik je potrpežljiv človek, reče, je tako kot sem rekel, karkoli. A to pomeni, da lahko tudi o moji stari mami, saj sem rekel, karkoli. Lahko tudi o sosedovi stari mami zaradi mene, lahko tudi to ni pomembno. Ni pomembno. Zakaj analitik to reče? V čem je smisel, da to reče, kaj ti, če bi spet vprašali zdravi razum, bi to lahko pomenilo, da povem karkoli, potem bo tukaj sedela kaj? Na neskončnosti, na veke vekov. In mnogi so se zganili že kmalu po prihodu Freuda v Ameriko leta 1909 in so rekli, to pa zdaj too much. Oziroma ne, zavohali so nekaj drugega, kajti, če ste kapitalisti, imate radi denar, rečete, super, ne? Itak vsaka ura toliko stane, se pravi, če ste malo zlobni, rečete, fajn. Analiza, ki traja vse življenje, ni boljšega posla, ni bolj profitabilne dejavnosti. Pacientom vsak teden prinese toliko evrov za vse življenje, pa itak ne bo povedal vsega. In v Ameriki se je kar precej stvari razvijalo v to smer. Da lahko rečete, se je Freud rekel, naj pacient pove karkoli in to bo trajalo, analiza mora trajati. Čeprav obstaja tudi nasprotni trend, namreč, da je treba analizo čim hitreje skrajšati, čim bolj skrajšati, oziroma čim hitreje pripeljati do konca. Ravno zato, da bi se izognili izkoriščanju na račun pacienta. Ne eno, ne drugo nima nobene zveze s psihoanalizo, kot jo je razvijal Freud. Ben. Torej, še enkrat, zakaj to Freud lahko reče, oziroma celo mora reči? Freud se tega ni izmislil. Zakaj to povabilo? Natanko zato, ker, čeprav tega Freud ni nikoli izrekel te sintagme, Freud stavi, tako rekoč, na enakost inteligence. Ali pa inteligenc, zaradi mene. Freud zato, kot veste najbrž, se nikoli ne obnaša tako kot se, na primer, zdravniki ali pa psihiatri, ki znajo povedati pacientu, kaj je z njim narobe. Če pridete k psihiatru, on vam postavi diagnozo v približno 4 minutah. Napiše tam en cegelc, vzame ven svetovno klasifikacijo, napiše ene šifre, gor reče to. In potem vam predpiše približno, ni važno, kaj imate, antidepresivi. Antidepresivi so itak anti proti čemurkoli. Vsem. Ja. Freudu na misel ne pride kaj takega. Torej, Freud se ne obnaša, kot da ve, kaj je s pacientom narobe, in da seveda pacient ne ve, kaj je z njim narobe, in mu bo on povedal. Freud na to uho preprosto ne sliši. Freud se o tem ne pogovarja. Tudi če ga pacient vpraša, gospod doktor, kaj pa je narobe z mano? Samo odgovori, vi se sam držite začetnega pravila, ki je, povejte vse. Namreč, zakaj to reče? Zato, ker ve, da bodo zadeve prej ali slej prišle tja, kamor morajo priti. Katere zadeve? Ja, tiste, zaradi katerih je pacient sploh prišel v analizo in the first place. Vemo pa, zakaj je prišel. Pacient ne pride v analizo zato, ker ravno nima kaj početi, ali pa mu je dolg čas, ali pa na televiziji,
ampak pride zato, ker trpi. Tja ga privede trpljenje. Trpljenje je pa nekaj, o tem je velikokrat veliko dobrega povedal Jacques Lacan. Trpljenje je pa nekaj, trpljenje je tista izkušnja, če lahko tako rečem, v življenju posameznika, ki definitivno ne laže. V trpljenju ni laganja, v trpljenju ni pretvarjanja, ni simuliranja, trpljenje ne laže. Nikoli. Trpljenje, rekel sem, ne pacient ne laže. Pacient lahko simulira, manipulira, blefira in počne marsikaj. In tudi počne. Rekel sem, trpljenje ne laže. Okay? Ker ne more lagati, ker trpljenje je učinek nečesa. Trpljenje je rezultat, je posledica nekega procesa, pa procesov, ki morajo trajati, delovati dolgo časa. Človek ne trpi od danes, ko ne trpi nič, do popolnosti jutri, ko trpi v celoti. To ne je mogoče. Da bi nekdo trpel, se mora dolgo časa nekaj dogajati. In ko rečem dolgo časa, pomeni praviloma kar precej let. Kaj se dogaja, se mora dogajati? In Freud to ve in se zanese na to. Kaj se mora dogajati? Najprej se mora dogajati neenakost. Strogo vzeto se mora dogajati neenakost inteligenc. Otrok mora biti vedno znova, na primer, tiho. Ali pa mora vedno znova biti priden, ali pa mora vedno znova ubogati, ali pa mora vedno znova preprosto molčati. Ker mu ukažejo, ker mu rečejo, da mora. In pogosto tudi to pospremijo z komentarji, ki jih je, kakor hočete. Saj itak nimaš kaj povedati, to, kar ti misliš, je itak nepomembno, pa tudi, če je pomembno, ni zdajle pomembno. Otrok vedno znova, naprimer, če se srečam na njega, otrok vedno znova dobi izkušnjo, da na nek način zgreši trenutek. Da se zdi, kot da ne zna zadeti ali pa zadovoljiti morda želje drugega, torej svojim vedenjem, svojim govorjenjem, svojimi čustvenimi izrazi, z izdelki, za katere skrbi, z domačimi nalogami in tako naprej. Torej, otrok ima pogosto izkušnjo, da je nekaj narobe. Ne ve natančno, ker je premlad, ker je premajhan, ker nima orodij, da bi odgovoril na vprašanje, kaj je narobe, ampak on to čuti. To se ugrajuje v njega, ugrajuje se v njegovo telo, ugrajuje se v njegove nevronske mreže, ugrajuje se v njegovo osebnost, ugrajuje se v njegovo eksistenco. Zato se zelo hitro premesti poudarek. Ne gre samo za to, da je z otrokom nekaj narobe. Z njegovo eksistenco je nekaj narobe, njegov način bivanja je narobe. Torej, počasi se prevesi, ti procesi, ki jih omenjam, deluje tako, da se počasi preveša to, kar je na začetku morda drobna opaska, lahko je drobna opaska, lahko je zelo drobna opaska, ne vem, otrok sliši, da je bil poreden. To se lahko izreče tudi v šali. Danes si bil pa poreden, kaj ne. To je drobna opaska, ki pa jo Freud jeme zares. Poreden v odnosu do koga? V odnosu do česa? Kaj pomeni biti poreden? Manevrski prostor za odgovarjanje na to vprašanje je zelo velik. Ampak bistvo takega sporočila je, da z otrokom nekaj ni v redu. Ker je bil poreden, oziroma zato je bil poreden. Ni se znal v pravem trenutku obnašati na pravi način. V ozadju je logika razmišljanja, ki bi lahko rekli, da je, ali pa da bi hotela biti, ali pa
ja, da bi v perspektivi rada to postala matematična. Kot da je življenje, kot da je eksistenca nekaj takega, kar je mogoče določiti tako natančno, kot je recimo mogoče določiti v matematiki, odgovor na vprašanje, koliko je 3x3. V matematiki je to popolnoma jasno, koliko je. Samo da eksistenca ni matematika in ne more biti in nikoli ne bo. Ker pa številni ljudje, vsaj nezavedno, mislijo ali pa verjamejo, da bi moralo tako biti, se pravi, človek bi se moral obnašati, naprimer, kot se reče, trenutku primerno. Kaj za Boga to je? Kako se obnašate določenemu trenutku X primerno? Kako sploh priti do konsenza, kaj je primerno? O tem smo že govorili, vprašajte svojih 10 sotrpinov, kaj bi bilo primerno in boste dogotovili, da imate 10 različnih odgovorov. Saj se še poenotiti ne morete, kaj ne bi bilo ali pa, kaj je normalno. Zaradi mene, kaj je inteligentno? Tvoje vedenje ni najbolj inteligentno. Kaj za Boga to je? V resnici pravzaprav ni nobenega dokončnega odgovora, ampak zdi se, kot da ga ljudje hočejo izsiliti. Zato se veliko odnosov, ne samo med otrokom in vzgojitelji, pa starši, veliko odnosov naravnava na nek način se odnosi pogojujejo. Če se boš obnašal tako, potem pa na nek način se bo šlo. Pol pa po 3x3. Dokler pa ne, je pa naprimer 8 ali pa 11. To pa ni prav, je narobe. In zaradi tega se otroci že spontano začnejo kmalu v življenju, zelo kmalu, lahko celo v maternici, raziskave to potrjujejo, se začnejo obnašati kot kaj? Veste, to je noro. Začnejo se obnašati kot inteligentna bitja, ker tudi so. Kaj to pomeni? Med drugim pomeni, da poskušajo na najrazličnejše načine odgovoriti na najrazličnejše pravi. Tudi v maternici, če otrok še ne govori, na najrazličnejše načine odgovoriti na vprašanje, kaj bi to bilo, kaj je algoritem življenja, kaj je tisti pravi način, da bo nekdo zadovoljen. To je inteligentni poskus. Moramo reči, da je zblojen, da je neumen, da je absurden, da je inteligenten. Ker je preživetven. Če nekaj name pritiska, recimo diskrepanca med mojim vedenjem, mojim aktualnim vedenjem in povratnimi informacijami, ki jih dobim od drugih, če obstaja razlika med enim in drugim, potem je inteligentno, da se vprašam, ker nočem imeti sitnosti, več kot toliko, nočem imeti težav, kaj da naredim? Da bo ta razlika manjša, ker pritiska na mene. V žargonu bi lahko rekel, da to človeka spravlja v stres. Saj ga. Torej, kaj narediti, da bo ta stres manjši, da bo razlika manjša? Kako inteligentno se obnašati, da se mi bo šlo? Seveda odgovora ni, ker ga ne more biti, ker življenje ni matematika. In ker ga ne more biti, se lahko taka prizadevanja vlečajo v slabo neskončnost, kot pravimo. Otrok se trudi in 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 učinek je kaj? Trpljenje. Učinek ni pravilni odgovor na začetno vprašanje, ampak je trpljenje. Ta razlika sama po sebi generira trpljenje. In to je prvi odgovor, zakaj trpljenje nikoli ne laže. Ker govori o diskrepanci med tem, naprimer, kar človek v svojih najboljših močeh lahko naredi in zahtevanji, ki so iracionalne. In Freud to ve. In ko Freud reče pacientu, pripovedujte mi o čemerkoli, ve, da bo
pacient spontano, prej ali slej, začel govoriti o čem? O trpljenju. Tudi če bo začel stara mama. Ali pa, ne vem, z nedeljskim izletom, kjer so bili, ne vem, kdaj že. Freud to preprosto ve, obstaja naravna zakonitost, ki bo pacienta privedla tja, kjer pravzaprav že je, se je že vstopil v analizo zaradi trpljenja. Freud nima nobenih težav, ne? On se ne sprašuje, ja, kaj pa če pacient manipulira z mano, kaj če mi govori eno, čist nekaj drugega, je pa res, kako naj pa jaz vem, da ga je mama premalo dojila pred 20 leti, kako naj to preveri in tako naprej in tako naprej. Freud teh vprašanj sploh si jih postavi, ne? Si jih pa resno zastavljajo, recimo številni ljudje, ki hočejo preveriti, ali je psihoanaliza pozitivistična znanost. Naprimer, ali se jo da preveriti tako, kot z eksperimenti preverjajo fizikalne trditve. Freud to sploh ne zanima, ker je trpljenje posameznega človeškega bitja iz drugega registra, če lahko tako rečem. To ni iz registra poštevanke ali pa fizikalnih zakonitosti, teh lahko zmerte. Freudu zadošča, da preprosto pacientu verjame, da trpi. Tako ali pa tako se bo prepričal v nekaj minutah, ali je to res ali ne, ne glede na to, kaj bo pacient rekel, tudi če ne bo rekel ničesar. Kdor je bral moje knjige o Ani, oziroma najine knjige o Ani, smeješ moje, najine knjige o Ani, ve, da je Ana, ker je to zapisano v knjigi, na začetku sploh ni govorila. Jok. Mogoče še boljši izraz. Hlipala je. Izražala je totalno nemoč. No? Oziroma, Ana je bila utelešeno trpljenje. Ona je bila trpljenje. Ona ni trpela, ona je bila trpljenje. In seveda, analitik ni neumen, in tudi slep ne. Tudi če pacient ne reče ničesar, je zadeva popolnoma jasna. Torej, zdaj bi že lahko parafrazirali to začetek analize takole in bi rekli, sej morda pa v analizi ne govori toliko pacient, čeprav skozi njegova usta prihaja besede in tako naprej, ampak govori, in to smemo reči, govori samo trpljenje. Strogo vzeto v analizi govori trpljenje. Ali pa če komu bolj všeč kakšen drug izraz, izraža se, manifestira se, uresničuje se, dobesedno fizično obstaja tam na unem kavču. Trpljenje. In Freud ve še nekaj drugega. Freud ve, da to trpljenje ni padlo včeraj z neba, se pravi, da se je moralo dogajati veliko stvari dolgo časa, da je nastalo, in ve še nekaj drugega. Namreč, da ima trpljenje strukturo. Da to ni zgolj gmota nečesa, brezoblična gmota nečesa, ampak ima strukturo, ima logiko. Trpljenje govori. Trpljenje samo po sebi govori v tistem smislu, ko pravi Freud vojes bar, kjer je ono bilo zolih verden, kjer je ono bilo. To je nekaj, karkoli, če te X. To je nekaj, kar strogo vzeto, česa strogo vzeto pacient, kot jaz, kot osebnost, ne razume in ne more razumeti tega vojesvar. Zato se tudi oglasi pri analitiku. In to je že izjemno zanimivo, še iz enega zornega kota. Namreč pacient sicer ne ve, kaj to je, zaradi česar se je. On ima si za svoje razlage, ampak so zgrešene. Zaradi česar se je oglasil pri analitiku, pa vendar Freud ve, da pacient nezavedno ve, kaj je njegovo trpljenje. In zato Freud poudarja vse življenje, mi se zanašamo, analitiki se zanašamo na nezavedno, ker je nezavedno tisto,
ki ne laže, ker ne more lagati, govori resnico in mi ga poslušamo. Čeprav, seveda, pacient govori, njegov jaz govori, njegov ego govori in veliko tega, kar pove, je tudi poskusi razlag, ki jih pacient včasih ponudi analitiku, so zgrešeni. Ker ne more drugače biti. Ker če ne bi bilo nezavednega, potem se analiza sploh ne bi mogla roditi, potem bi obstajala matematika, kjer je vse jasno, 3x3 je 9 in konec. Potem ne bi bilo simptomov. Iz tega, kar sem zdaj povedal, sledi tale komentar k začetnemu vprašanju, ki si ga zastavlja pacient. Kaj hoče ta drugi, ki je analitik? Kaj dela? Kdo on sploh je? Prvič, torej, kaj hoče? Analitik strogo vzeto noče ničesar. On ne izraža svoje želje. Tudi pravila, ki obstajajo v analizi, niso izraz analitikove želje. To so pravila tako kot pri fuzbalu. Fuzbal se igra z nogo in treba je brcati eno žogo in ne vem, tam so eni goli, kaj že pa niti je, tja noter treba potisniti, če znaš. To so pravila, ki si jih ni izmislil tale sodnik, ki bo zdaj sodil, pa igravci tudi ne. Pač obstaja že kar nekaj časa, to časa kot je fuzbal. Torej, analitik v tem smislu nima nobene želje. Včasih, na primer, pacient vpraša analitika, pa kaj vi hočete od mene? Kaj bi vi radi? Nič. Vi ste tisti, ki bi nekaj radi, ne jaz. Torej, analitik strogo vzeto ne želi ničesar, med drugim tudi zato, ker ve, kakšna je narava nezavedne želje. Drugič, kaj naredi svojo gesto? Kaj naredi analitik z gesto, s katero povabi pacienta? Naj govori. To je povabilo k nečemu, k čemur večina ljudi ni povabljenih nikoli. Ker živimo v svetu neenakosti, kjer se je treba nenehno omejevati, nenehno se je treba nekoga bati in nenehno treba upoštevati ene hierarhije in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Kakšno je to povabilo? Potegnem eno sporednico, ki jo tudi potegne Jacques Rancière v knjigi Nevedni učitelj. Ne vsevedni, nevedni učitelj. Če ste prebrali to knjigo, Nevednem učitelju, potem veste, da v njej Rancière opiše, komentira zgodbo, resnično zgodbo iz 19. stoletja, zgodbo o nekem učitelju, ki je zares živel, in njegovih učencih. O učitelju, ki se znajde pred učenci in ne zna njihovega jezika. In učenci ne znajo njegovega jezika. In nastane zadrega. Kako se sporazumevati, jaz ne znam vašega jezika, vi ne znate mojega. Ne govorimo pa skupnega tretjega. Kaj naredim? Nekdo je učitelj, nekdo so učenci in tisti, ki je učitelj, ima nalogo, da pač pouči učence. Kako to naredite? To je zgodba še toliko bolj zanimiva, ker je resnična, ker se to res zgodilo, ker se res nekdo znašel pred to zadrego. Zadrega je na prvi pogled velika, v resnici pa ni. Če predpostavite, če sprejmete nek aksiom o enakosti inteligenc, ne o enakosti konkretnih živih bitij, ki da so enako inteligentne, ker niso. Lahko zmerimo in pokažemo 113, 104, 95, niso. To je aksiom, nekaj drugega, drugačno izhodišče. Ne rabimo nič meriti, ne rabimo nič ugotavljati, kaj inteligenca je, da se bomo sporazumeli, bla, bla, bla. Ne rabimo ničesar. Ne vidim, smo v praznem prostoru, jaz ne govorim vašega jezika, vi ne mojega, nimamo skupnega tretjega. Nekaj si pa želimo povedati, oziroma želimo se nečesa naučiti. Kako se obnašamo?
Zelo preprosto, edini način, ki nam še ostane, lahko gremo na razen, se gremo domov, ali pa se gremo učiti, jaz vašega jezika, vi mojega, bla, bla, bla. Obstaja boljši način. In sicer, jaz govorim v svojem jeziku, vi pa v svojem. In se pogovarjamo. Jaz vas nešto razumem, vi pa mene ne. Ampak se vsako uro dobimo, pa vsak dan, ali kako že, na istem kraju ponavljamo vajo. Kaj se dogaja? Dogaja se, da jaz vse bolj razumem vaš jezik, ker se ga sproti učim. In enako velja za vas. Zakaj? Ker sprejmemo, tudi če tega ne izrečemo, sprejmemo začetni aksiom, da obstaja enakost inteligenc, ali pa če hočete, da obstaja zmožnost za učenje. Vi ste se zmožni učiti mojega jezika, jaz pa vašega. V principu, tudi če se ga konkretno ne bomo, tudi če bo zmanjkalo časa, volje ali pa kaj drugega, nas zanima princip. To z lahkoto preverite vsak dan, glih kjerkoli hočete. Naprimer doma, naprimer, ko se pogovarjate z otroki, naprimer s svojimi. Jaz imam velikrat starše, pač, pridejo, joj, a imate kakšen nasvet, kaj ne? Nimam nasveta. Kaj pa, če poskusite tole, jim rečem? Obnašajte se do svojega otroka, veste, zadeva je samo obrnjena, ampak v tem je njena radikalnost. Ne obnašajte se do otroka, kot da je on neveden in kot da vi ne veste, kako prevesti svojo modrost v njemu razumljiv jezik, da bo še on, dojel in tako naprej in tako naprej. Kaj če zadevo samo obrnete? Obrnete in rečete, jaz pa domnevam, da se je recimo moj otrok sposoben naučiti od mene tega, kar jaz zastopam. Pazite, ne kar jaz vem, kar jaz zastopam. V čem je razlika? Če izhajate iz tega, da nekaj veste, najprej gospod rekel, dajmo se najprej zmeniti, kaj je definicija inteligence. Fajn, najprej moramo pofočkati tistega, ki to ve. Kdo pa to ve? Kako bi se sicer zmenili? Oziroma ne, jaz seveda vem, kako bi se zmenili, tako da bi se pogovarjali. Če bi se mi začeli pogovarjati, kaj je inteligenca, in bi se pogovarjali, danes in jutri in pojutrišnjem in po novem letu in ne vem koliko časa, bi se pogovarjali. Kaj bi se na koncu zgodilo? A mislite, da bi res prišli do definicije inteligence? Ne, prišli bi do nečesa drugega. Z inteligenco, ki jo že zastopamo, vsakdo jo lahko zastopa, bi najprej prišli do spoznanja, da je to vprašanje butasto in do vprašanja, da obstajajo boljša vprašanja. To bi najprej naredili. In ko bi prišli do boljših vprašanj, bi ugotovili, da počnemo nekaj, kar se sicer imenuje filozofija. Meni vse en, kako se tam imenuje. Zaradi meni se lahko imenuje tudi pika polonica. Ni važno, kako se imenuje. Pomembno je, da mi to že počnemo. In ko bi to počeli, bi čisto mogoče bilo, da bi ugotovili vsak pri sebi, naprimer, da wow, to je pa zanimivo stvar, to je pa dobro. To je pa čist nekaj drugega od vsakdanjega, dolgočasnega, naveličenega ponavljanja klišejev in poslušanja propagande in oglasov in vdaje vse mogoče in ne vem, koga že vse. In bi rekel, I like it. Zakaj? Zato, ker je to inherentno sami inteligenci. Sama inteligenca, ni važno, kaj to je tako narejena, da ko jo zastopamo, ugotavljamo, koliko je to fajn. Zastopati inteligenco. Kako nam je dobro, kako se fajn počutimo. In to bi celo potem lahko zmerili, merili dopamin in nevrone in ne vem koga še vse. Ampak to ni toliko pomembno. Pomembno je, da bi ugotovili, da je to veliko bolje, kot pa
prenašati vsak dan, ne vem, šefa, ki vam ponavlja iste litanije, sodelavca, ki vam teži z istimi jajci, ki se nikamor ne premakne, da se pogovarjate z ljudmi, ne vem, 10 let pa niste povedali 5 stavkov, ki bi imeli rep pa glavo, vedno kar nekaj isto in tako dalje. Z lahkoto bi to ugotovili. In spontano bi rekli, ker pravim, to je inherentno inteligenci, ki je v bistvu upisana v samo realnost, v kateri živim. Realnost je že inteligentna za Boga. Mi jo zgolj zastopamo in lahko v njej uživamo. Zastopati inteligenco pa najprej pomeni natanko to, kar pravi Freud. Vi samo odprite usta pa govorite. Čez čas bodo zadeve itak prišle na svoje mesto. Ne zato, kar sem jaz ko rekel, ne zato, ker sem jaz določil, kako je prav, ali pa kam morajo priti, ampak zato, ker je v naravi stvari, da pridejo tja, kamor morajo priti. Zakaj? Ker vse tam že so. Če samo pomislite, kaj pa so delali naši predniki zadnjih 2 milijona let? Kaj so počeli? Uporabljali so inteligenco, svoje glave, svoje možgane in tako naprej in počasi spreminjali svoje bolj ali manj zmotne, kot se reče, poglede na svet. Kaj so počeli naši predniki? Zakaj smo mi tukaj? Mi smo tukaj zato, ker so naši predniki 2 milijona let in pol postavljali hipoteze in, hvala Bogu, uspeli prej priti do boljših, kot so jih legi pojedali, pa dinozauri, pa ne vem, kdo so vse lomasli tam. Preverjali so jih dovolj hitro, če mene vprašate. Dovolj hitro so prišli do boljših idej, kot so bile one včeraj. Ker so uporabljali inteligenco. Evolucija favorizira inteligenco. Če antilopa ne prepozna leva, ker misli, da je, ne vem, štor, ima resen problem. Ker ne bo prenašala genov naprej in ta pot razmi... A se predstavljate inteligenco, da ne inteligenco? Ja, ali pa inteligenco skozi antilopo, ki reče, ma zdaj ne se mi pa ne da. Brez veze, že cel dan tle tekam pred temi levi, pa še tega, ne, dosti, ne moram več. Pretekel sem 10 km, sorry. Lahko si za antilopa to reče. Se pravi, evolucija sama favorizira inteligenco, ki ima, naprimer, seveda ima preživetven značaj. Če človeštvo ne bo dovolj hitro ugasnilo tele naftne vrelce, pa ta jajca v zvezi z metanom in tako naprej, se bo potrdilo natanko to, kar jaz zdaj tukaj govorim. Prišli ste malo prepozno. Prepozno ste začeli uporabljati inteligenco. In je čisto prav, da vas je odplaknilo na smetišče, oziroma bojo prišla pač druga bitja, ki bo mogoče to uspelo. O tem govorimo. In torej, kaj zastopa Freud? Kratko in malo, inteligenco. In ve, da je pacient tudi. Tudi, če je prestrašen, tudi, če trpi, tudi, če misli, da je nezmoren, da je nesposoben, da je neadekvaten, da je butas, da je neumen. Recimo, Ana je vedno znova govorila, da je neumna. Ona je vedno znova, ona je 5krat na uro rekla, da je neumna. Pa to je neumno, pa una neumna, pa jaz sem neumna naredila, pa sploh sem pa jaz ena sama neumnost. Ona je to skozi govorila. Ali pa, seveda, pacienti, ki trpijo, nujno doživljajo tudi, da so neadekvatni, da so na nek način neustrezni, niso dovolj dobri, dovolj hitri, dovolj inteligentni, dovolj zmogljivi, dovolj žbir. Pač nekaj niso dovolj. Zato so v analizi. Analitik jih pravzaprav s tem, ko jih povabi k govorjenju, povabi temu, da to opustijo. Tega sicer ne reče eksplicitno, ki je to zajeto v samo povabilo. Opustite ta jajca. Ne morem to, pa ne morem pa uno, pa ne gre, pa neumen sem, pa butas, pa se mi mama tudi rekla, da sem tak, pa neadekvaten sem, pa moj IQ je samo 98, tudi brata je pa sploh 4 in to je čist nekaj drugega in jaz ne bom nikoli na uno gimnazijo prišel, kaj je un, pa so da je čist nekaj drugega. Freud pravzaprav pravi, vse to je samo zastraševanje, s tem so vas zastraševali očitno dovolj dolgo časa, da ste na nek način pač na to pristali. Na nek način. Hvala Bogu, samo na nek, kaj ti pacient že s tem, ko pride skozi vrata k analitiku, se temu upira. Tudi če ne ve tega. Zato pričakuje,
smo že danes večkrat rekli, nekaj od analitika, ne, da mu bo dal 3 tablete. To bo moj psihiatri dal, sam pol njegova eksistenca nič boljša. Vi lahko jeste tablete, zaradi mene glihko kot šteje. Vaša eksistenca zaradi to ne bo kaj dosti drugačna. Ko pa pridete k analitiku, se pa vaša eksistenca začne spreminjati. Ne samo vi sami, vaša eksistenca, vaš način bivanja na tem svetu. Ampak ne tako, kot imajo radi spet psihiatri, da bi bil čim bolj normalni. Se to pacient že vse življenje doživlja, da ni dovolj normalen. On rabi še enega psihiatra, veste, vi niste dovolj normalni, vzemite te tablete, pa boste. Se to vam že vse življenje govorijo, kot sem prej rekel, če boš to, pa boš pa normalen. Pa se ne izide. Freud pa reče, mislim, dol mi visi za normalnost. Vi samo govorite, ker obstaja inteligenca, ki se ne deli, ne na normalno, sploh se nič ne deli, obstaja inteligenca, ki je vgrajena v sam svet, v samo realnost. Sam svet je v nekem smislu inteligenten. Ker če ne bi bil se že zdavne podaril, ali ne, kaj bi bilo, sploh tebi, to se daje fiziki povedati. Atomi ne bi nastali, pa ne pa... A veste, kaj fizike zelo ima, to me zelo redke matra, tale kozmološka konstanta. To je zanimivo, da je kakšen fizik. Kot nobenega psihologa, nobenega fizika. Ne, se meni še. V glavnem pol začne je clet, nekaj je, kaj je s to konstanto pismo rode, tako natančno določeno, ne, na 120 decimalki. Kaj je to, ne, kako je to možno, zakaj? Ne, a veste, to je dobro, ne. Ampak hočem reči, ves čas vas pravzaprav že matrajo s tem algoritmom. Če boš to in ono, potem bo pa normalno, bo vse v redu, bo in tako naprej. Torej, Freud pa reče nekaj čist drugega. Ne? In pacient se mora vprašati, kaj bi on rad od mene. Očitno ne, da postanem normalen, to mi že drugi govorijo, se pravi, ne, to ne bo šlo. On je malo čuden, analitik, čuden. Očitno ne, pravi, da nima nobene želje, zakaj pa te sedi vsako uro in ne posluša. Ne? Nič noče, sploh je pa analitik v glavnem tiho. Analitik v glavnem nič ne reče in to že spodbuja pacienta, da se vpraša, ok, kdo je on? Ali še bolj natančno, kaj zastopa? In Lacan je to vprašanje, pacientovo vprašanje formuliral namesto samega pacienta. Analitik je v očeh pacienta, to spontano, subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. 3 elemente ima. Odgovor na vprašanje, kaj bi rad, kaj hoče in naprej, ima 3 elemente. Prvič, je subjekt. Analitik je subjekt, strogo vzeto je subjekt. Kaj to pomeni, bomo še povedali. Drugič, za katerega se predpostavlja, se domneva, rekel sem, se domneva. Nisem rekel, ta pacient domneva. Lahko da tudi ta pacient domneva, ni pa nujno. Bolj pomembno je, da se domneva. Gre za neosebno obliko. Od analitika, oziroma za analitika, se domneva. Tretjič, da ve. Da ve kaj. Saj smo že rekli, da sama logika inteligence je taka, da ni zavezana odgovorom na vprašanja, kaj je prav, kaj je ta del. To šole delajo. Temu so šole zavezane. Kjer je definicija? Pa znanost je temu zavezana. Kako se čemu reče, piše se kaša ali kaska ali uno ali tretje. Analiza iz drugega registra. Kaj torej naj bi vedel analitik? Analitik ni znanstvenik, dela v laboratoriju, ni psihiater in tako naprej, pa vendar se za njega domneva, da nekaj ve. Že enkrat sem že govoril, mislim, da tudi tukaj, o neki izkušnji. O neki radikalni izkušnji, ki jo je opisal Sokrat, lahko pa bi jo imel vsakdo. Imel je tudi Descartes, imel je Spinoza, gotovo je imelo veliko ljudi to izkušnjo. Neko izkušnjo, neko empirično izkušnjo. In to je, da se je mogoče znajti v svoji eksistenci v takem položaju, da začutiš na svoji koži suspens. Se pravi,
da začutiš, da je možno vso vednost, ki so jo nakopičili ljudje, ki jo imajo, ki je v arhivih, ki je v knjigi in tako naprej, dati v oklepaj. In reči in hkrati dojeti in razumeti, kaj je s tem mislil Sokrat, namreč, ko pravi, jaz vem, da ničesar ne vem. Obstaja torej paradoksna izkušnja, ko vem zgolj to, da ničesar ne vem. Kar pomeni, da nisem učitelj, da ne pristanem na to, da obstaja katerakoli vednost. Katerakoli. Vključno z Newtonovimi zakoni, Einsteinove enačbo, Schrödingerjevo in tako naprej, Maxwellovimi enačbami, kot nekaj, kar je dokončno in fiksno določeno in se od nekoga pričakuje, da se od nekega učitelja, da bo to vednost prenašal naprej. Pa čeprav se zdi to popolnoma zblojeno. Obstaja izkušnja, da je mogoče postaviti pod vprašaj sleherno vednost. Tudi vednost o tej izkušnji, o kateri govorim, se pravi, vem, da ničesar ne vem. Kaj naredi Sokrat? Reče, odpravil se bom med ljudi, se z njimi pogovarjal in preveril, ali je to, kar jaz vem, res, oziroma ali je pri tem, ali je kaj takega, pri čemer je treba vztrajati. Freud ponovi to gesto. Jaz vem, da ne vem ničesar. Vem pa vsaj nekaj, da nezavedno ve. Nezavedno pa vselej že ve. Ali še drugače, če je realnost, zaradi mene vesolje, v katerem živimo, torej, če obstaja in če lahko obstaja, ga mora nekaj držati skupaj. Zaradi mene so to lahko gravitacija, lahko je temna energija, temnost, meni vse en kaj to je, to je fiziki povedal. Jaz nisem fizik. Gotovo ga mora nekaj držati skupaj. Ali je mogoče pojasniti do konca to, kar pravijo, ali pa kar bi radi imeli fiziki, spravi teorijo vsega. Ali obstaja kaj takega? Ali obstaja upanje, da bodo naši znanci nekoč, zaradi mene čez milijon let, ali kaj takega, pojasnili vse? Odgovor je ne, ni mogoče. Zdaj, zakaj to ni mogoče, je neka druga zgodba, ki nas danes ne zanima. Nas lahko zanima, da je drugič, zdaj nas ne zanima. Je preveč časa in imamo še nekaj drugih stvari za povedati. Bomo pa tudi tem. Freud to prevzame kot aksiom. Torej, ostane nam inteligenca, ker je svet inteligentno urejen, ker ga nekaj drži skupaj in to nam zadošča. Njim ne potrebujemo, mi kot analitiki, ne potrebujemo definicij, ker nam zadošča inteligenca ali ker nam zadošča spodbujanje, naprimer pacienta, naj uporablja, naj participira na tej inteligenci, naj se ne boji participirati. Vse življenje ga že strašijo, da ne sme participirati na inteligenci, čeprav inteligentno bitje. Analitik ga povabi k participiranju na inteligenci. Delo na inteligenci, inteligentno delo, je razmišljanje. Je razmišljanje, ki ima vsaj eno nujno posledico. Kajti, ko širite, ker ne živite na Luni, ker ne živite sami, ko širite inteligenco, s tem, ko jo zastopate okrog sebe, je nujno, da se bo vsaj eden okrog, torej ljudi, ki so okrog vas, prej in slej vprašal to, kar se vpraša tudi pacient v analizi. Pa kaj bi ta človek rad? Kaj hočeš od mene? In edini odgovor je pravzaprav analitičen. Participiraj na inteligenci, ker si inteligentno bitje. To so posledice rabe aksioma o egalitarnosti ali enakosti inteligenc. Pričemer nas ne zanima,
koliko je kdo zmožen ali pa kako konkretno lahko kdo kaj o tem, k temu prispeva. To nas ne zanima, tako kot nas ne zanima v sami analizi. Meni je vse eno, kakšen inteligenčni kvocient kdo ima. Me lahko prenese tablico, na kateri zlatimi črkami je vgravirano, ne vem, 163. Meni to sploh ne zanima. Ker me zanimajo empirični učinki, ko pacient odpre usta, kaj ti skozen govori nezavedno. In nezavedno govori enako skozi usta tisti, ki imajo inteligenčni kvocient 70 ali 120, ali pa 150, ali pa 500, ali pa 1 milijon, meni se kot. In to nam zadošča. Raba inteligence. To je glede tega, kar naj bi analitik vedel. Za njega se domneva, da to je. Zakaj ravno za njega? Za analitika se domneva zato, tudi če pacient tega ne ve. Praviloma pravzaprav tega ne ve. Pacient ne ve, kaj je pravzaprav prišel. Včasih sicer tudi vem, mogoče se pozanimal na netu, ampak več kot to pa ne more vedeti. Ne more vedeti, kaj ga čaka, kakšne izkušnje ga čaka. Domneva, to je tisto, predpostavlja se, da ravno on ve. Zakaj ravno on? Zato, ker ne popusti. Pri čem ne popusti? Večina ljudi prej ali slej popusti pri tem, da pristanajo, bodi si na neenakost, torej neenakosti v občestvu, v katerem živijo. Pristanejo, to pomeni, da sprejmejo svojo identiteto. Ok, jaz sem učitelj, torej bom učitelj, jaz sem vzgojitelj, torej bom vzgajal. Ok, jaz sem starš, torej bom starš, jaz sem učenec, bom priden, jaz sem podrejen temu šefu, bom pa tudi priden. Ali je ta zem? Prej ali slej. To sprejmejo. In potem upajo, kot smo že prej rekli, da bo vse v redu, pa da je normalno. Pa še nekaj, da bo vse raslo. To tudi zdaj v teh časih je treba pričakovati, da bo vse raslo, pa da bo vse v redu. Vse rastejo tudi, če ste zdaj kaj spremljali temperature na Arktiki, zdaj poletje na Arktiki. Vse raste v glavu. Tudi na Arktiki. Posledice bomo pa, ceno bo pa treba plačati. Torej, ne popušča. Analitik ne popušča. Analitik je zavezan etiki psihoanalize, zaradi katere ne popušča natanko pri tem, kar je zapisal Lacan, ko je rekel, da je človek kriv, če popušča glede svoje želje in da je pravzaprav to edino, glede česar je človek lahko kriv. In želja je seveda nezredna, to ni tista želja, ki jo zadovoljuje Božiček. Analitik torej vztraja in ne popušča, kar pomeni, da resno, zelo resno misli, ko reče, povejte mi vse, kar vam prije na misel. Jamči za etiko. Jamči analitik. Analitik jamči za nekaj, na kar tudi pacienti niso navajeni v svojem življenju. Namreč, na kaj niso navajeni? Pacienti niso navajeni, obstaja stalnost, obstaja stalnica v njihovem življenju, ampak te stalnice bolj ali manj generirajo trpljenje. Stalnice v obliki večnih prepirov, pregovarjanja, lahko tudi kaj hujšega, alkohola, pretekanja, žaljivk in tako naprej. Obstaja stalnice, take stalnice obstajajo. Pacientovih življenjih obstajajo take stalnice, ne obstaja pa neka druga stalnica, ki pa obstaja v analizi. In to je stalnica, ki bi jo lahko parafraziral. Karkoli boste naredili, karkoli boste rekli, to bi lahko rekel analitik, pacientu. Sem je še vedno tukaj in moj odnos do vas se ne bo nič spremenil. Tega pacient še ni slišal iz ust nikogar. Jaz sem tukaj ne glede na vse. Kar je seveda nujna hrbtna plat tega, kar reče analitik na začetku. Povejte mi vse. Ni važno. Jaz ne vrednotim. Ni važno, kaj rečete,
Ne bom rekel, da ste lažniv, da goljufate, ne bom tega rekel. Seveda tudi to ne pomeni, da bom zdaj čisto vse sprejel in se z vami strinjam, ker to ni analiza. Analitik ni tam zato, da se strinja s pacientom. Analitik je tam zato, da analizira. On je to privilegij, da analizira. Ampak bistvo za pacienta pa je, da je stožer, ki se ne premakne nikamor. Kraj, na katerem stoji analitik, je univerzalen in je večen. Analitik je seveda smrten in končen, kraj je pa neskončen in je večen. In se ne spreminja. In to je tisto, kar omogoča, ko pacient sprejme prvo pravilo, začne govoriti in tako naprej, da se njegova eksistenca začne sukati drugače kot prej. Kako drugače? Njegova eksistenca se je prej sukala tako, da se je poskušal bolj pač prilagajati tem nemogočim zahtevam, iracionalnim zahtevam okrog sebe, da bi preživel. Poskušal se je, ampak v glavnem mu ni uspevalo, ker mu ni moglo. In je gotovo v tem stanju, v teh položajih, kateri se je znašel, sanjal o svobodi. Sem jaz nekoč osvobodil od te nove družine ali pa kaj podobnega. Da se bom osvobodil. In zdaj prihajamo počasi do naslova današnjega predavanja. Kaj ti, ko se začne pacientova eksistenca sukati drugače se začne strukturirati, se začne postavljati koordinate njegove eksistence. Se zgodi, da počasi pacient spoznava, da je v nekem smislu prišel z dežja pod kap. Namreč, da analiza ni svet, v katerem zdaj pa končno si osvobojen, pa delaš vse, kar hočeš. Prej nisi smel, pa nisi upal, čeprav te je povabil analitik, povejte mi vse, karkoli, ampak da je na delu nek paradoks, to je paradoks svobode. Pacient počasi spoznava paradoks svobode, ki je tale. Z razvojem renesanse in razsvetljenske humanistične misli se zgodi en velik premik v človekovem razumevanju sveta in tistega, ali pa karkoli že to je, tistega X, ki jamči za ta svet. Če mačkam poenostavim, pa ne preveč, do Descarta, na primer, je to Bog. Bog jamči za svet. Bog je tako naredil, da je svet tak, kakšen je, on že ve, kako ga je naredil in kakšen bo jutri. Skratka, človeška naloga človeških biti je, da na nek način, tako kot v vsakdanjem življenju, kot sem prej govoril, da na nek način uboga. Zdaj ta Bog tam gore, kaj treba ubogati. Vedno treba nekoga ubogati, so se že pogruntali. Smo ljudje čudni, vedno je treba nekoga ubogati. In tako redko kdaj se reče, ti sam misel, ker je svet inteligenten, ker to zadošča. Mega je treba ubogati. Ampak do Descarta je bil to Bog. In cerkev se je zadaj stala. Boga je treba ubogati. Kako pa vi veste, kaj Bog od nas hoče? Ja, vedno obstaja kasta, ki je to vedela. Pojma niso imeli, ampak pač to je skojil. Na kar pride Descartes pa reče, dragi moje, nič ne bo. In napiše knjigo, v kateri dokaže obstoj Boga, ker bo še hujš. Potem cerkev pade v znak in čakaj, kaj zdaj, ne? Kako? Dokazal si, da Bog obstaja, hkrati pa praviš, da naš Bog ali kjer že, ne? Da ne obstaja, da ni. Cerkev tega nikoli ni dovedela. Se tudi ni mogla, se tudi ni smela, pravzaprav, ker bi izgubila svoj položaj, pa nažalost ga še zdaj ni, zelo krepi se. No, v glavnem, z razvojem torej razsvetljenske misli se zgodi velik premik. Namreč, breme eksistence ni več na ramenih Boga. Naša naloga je samo, da ubogamo, pa bo pa že. Bo že Bog tako nekaj naredil, da se bo išlo. Ne, zdaj se zgodi premik in sicer breme eksistence in smisla življenja in tako naprej pade na človeka. V tem je breme svobode. Ne v tem, delite, kar hočete. Ne, veste,
prej je bilo mogoče delati, kar si hotel. Bog je, itak ti Bog odpusti vse na koncu. In delite, kaj pa inkvizicija dela? A ste kdaj bili recimo v San Gimignanu v muzeju močilnih naprav srednjeveških? To si poglejte. Tisto je pomenilo delati, kar češ. Ko si lahko mučil človeka, mislim, ne obstaja bolj divja domišljija, kot so jo uporabljali takrat. Ti, kako bi se pa še dal mučiti človeka? Dej probaj še bolj norega. Če boste kdaj v San Gimignanu... V Ljubljani je enkrat bil na gradu svoje naprave. Zdaj ni več, ampak... A veste, to pomeni delati, kar hočeš. Ko si imel pred sabo nemočnega človeka in ga lahko rezal in ščipal in grizel in blato in zmerjal in brcal, glih, kolikor shod. Zraven je pa neki žebral, v imenu Boga in ne vem, kje rece imate. To je perverzija svobode, da delaš, kar hočeš. Bog bo pa itak nekako, on je pa itak tam gor, pa skozi je tih, pa nič ne rečem, mislim. Breme svobode je tista sintagma, ki jo moramo skušati dojeti. Ne, Bog je naredil. Jaz sem tisti, ki imam najprej eno dolžnost na tem svetu. In to je raba inteligence. A veste? Jaz razumem seveda, da obstajajo znanstveniki, ki izumljajo nove in nove vzgojne metode in prijeme in ne vem kaj že vse. Ok, razumem. To ne spremeni osnovnega dejstva. Zame je temeljna naloga staršev, da naučijo otroke rabe inteligence. In da se bi to zgodilo, se mora zgoditi še nekaj. In tem je lepota vzgojnih postopkov. Namreč, če hočete naučiti otroke, naprimer, pa nekoga rabe inteligence, se morate prvič sami inteligentno obnašati. Jaz rabim nobenega formata, pa vzgojnih metod, pa postopkov, pa ne vem, kjere šole, ne rabim. Inteligenca ne rabim bile šole. Jaz pa pripadam tej šoli. Oni pa eni drugi šoli. Zadošča raba inteligence. In drugič, da bi koga naučili rabe inteligence, ga morate sprejeti aksiom vnaprej, a priori, da je ta drugi zmožen za rabo inteligence. Vse drugo je pravzaprav pristajanje na neenakosti. Kaj pa če ni, ja, veš, ta pa ni toliko bister. In smo že tam, smo li prej, močvirje. Torej, v nekem smislu gre za zaslepitev. Jaz se do otroka obnašam inteligentno. To seveda ne pomeni, da 2-letnemu otroku Einsteinovo teorijo razlagal. Zdaj nisem rekel, da Einsteinovo teorijo, jaz sem rekel, da se obnašam inteligentno. Da rabim inteligentnost. Z njim se pogovarjam. Sledim temu, kar on reče, se odzivam temu, kar on reče, in ga nič ne skušam pokroviteljsko utišati, ali pa, ja, ti si še majhen, pa še ne razumeš in tako naprej. To so samo nevrotični okraski, ki nevrotizirajo otroka in ga plašijo pri rabi inteligence. Raba inteligence po definiciji pomeni spodbujanje drugega k rabi inteligence. Ne zatiranje, ne smeš, ne znaš, ti jih bod, zdaj boš ti tih biti, kaj una avtoriteta prišla, pa ve, in tako naprej, in tako naprej. To pač počnemo v sedanjem življenju. Ne? Torej, to sta dva principa, po katerih je moja dolžnost, da živim. Da sprejmem ta aksiom in da skrbim za rabo inteligence. V tem je breme svobode, ne delaj, kar češ, ne, rabi inteligenco. Poskušaj se inteligentno obnašati. Ne, da bi vnaprej poskušal ugotoviti, kjera definicija pa ta jajca. To smo že rekli. Ne? In pa priznaj drugim isto. To je egalitarnost, a veste. Ne, tam, ko se pol ljudje oglašajo, pa pišejo komentarje na tiste moje pisarije. Ja, nismo vsi enaki, Ruder že zdaj ni pogruto. Mislim, kjer idiot je pa že kdaj rekel, da smo vsi enaki? Kako to sploh možno reči, da smo vsi enaki? Pogledajte okrog sebe, pa vidite, da nismo za Boga.
Ne obstaja bolj trivialna trditev kot to, da smo različni. Sploh ne moramo biti enaki. Če bi hoteli biti, ne moramo biti. Obstaja samo poskusi, da bi naredili državljane enake, pa se ni šlo. Pa se jih morali toliko pobiti, ker nekako niso zahoteli na to vižo, ne vem, odzvati. Ne, egalitarnost ni to, da smo enaki. Egalitarnost pomeni, da sprejemamo aksiom egalitarnosti, da priznavamo drug drugemu, da smo zmožni, naprimer za rabo inteligence. Ne pa, da dvomimo, ja, ta pa ne vem, če je, ja, on je malo sumljiv, ta ne deluje dovolj bistro. To je v bistvu že izvajanje oblasti in pristajanje na neenakosti. Torej, analitik pristaja oziroma sprejema to, kar je dediščina, zato je Freud dedič razsvetljenske misli, razsvetljenskega obrata, humanističnega obrata k drugemu. Analiza ni zdravljanje pacienta zato, da je normalen. To je zaradi meni psihiatrija. Analiza sploh ni zdravljenje. Analiza ne veze nima zdravljenja. Analiza nikogar ne zdravi. Nikoli ga ni in nikoli ga ne bo. Če hočete zdravljenje, greste k zdravilce. Ampak kje je podobno? Psihiatri. Kaj v kom drugem? Analiza je torej nekaj drugega. Je način razumevanja človeških eksistenc. Skozi razsvetljenski humanizem, skozi veliki obrat, ki se je zgodil z, recimo, Descartom. Nič več ni Bog prek svede kaste na zemlji, tisti, ki dirigira, kako naj se ljudje obnašajo, da bo prav, pa kjer je treba zakuriti, ker se ne obnašajo tako, kot je prav. Ljudje si sami povejo, kako je prav. Vsak sam, naprimer sebi. Paradoks pa je, da si ne morate povedati, kako je prav, tako, da rečete, definicija, kako je prav, je, dvopič je, žbir. In ostane vam samo še eno, ker ne morate na ta način odgovoriti, vam ostane samo tako, da to, da mislite. Da mislite še in še in še in pač na veke, do smrti. Pa ne vemo, kaj je pol. Ampak tudi, če je kaj, saj Sokrat rekel, pol se šele začne. Si predstavljate, pol pa Homer uleti, pa Parmenid, pa Ulm, pa treba se pogovarjamo, pa Sofoklej, pa še ne veke, večno. Pol je šele žurka, simpozij in te zadeve. Tako da veselimo se. Če pa ni več, pa ni. Torej, to je te domneve. Katere domneve Freud sprejema, oziroma katere domneve se mu predpisujejo? Kaj je tisto, kar on zastopa? In seveda, to nas tudi pripelje do odgovora na vprašanje, zakaj je subjekt? Subjektus je beseda, ki pomeni podložnika, v strogem pomenu besede. Freud je subjekt, je podložnik. On je podložnik, ni on tisti, ki je, ne vem, na vrhu ene hierarhične lestvice, pa so drugi podložniki. On je podložnik. In to je seveda za pacienta zelo nenavadno, prav gotovo. Ker je navajen, zato je tudi prišel v analizo, da bo šef, torej da bo analitik še eden od šefov, ki jih je imel v svojem življenju. Vzgojiteljica, mama, oče in tisti, ki so bili. Freud pa tudi na to nič ne sliši. Jaz nisem ben šef. To smo že obdelali. Pravzaprav, a vi veste, kaj je z mano? Pojma ni. Kako ne pa vem, kaj je z mano? Sem poznala se 3 minute. To sam psihiatri zmore. Ja, diagnoza. Oni to znajo. Analitik ne, on sam pošteno odgovori. Ne vem, kaj je z vami. Vem pa vsaj eno stvar. Da trpite. Nekaj ne bi bili tukaj. Dobro, mogoče blefirate, ampak to pa bo videti čez 3 minute. Ker če blefirate, samo praviloma se to ne zgodi. Ljudje ne pridejo v analizo blefirati. Ne pridejo. Ker jih tja prižene trpljenje. Ko ne morajo več, ko ne gre, pokliče. Tu, a lahko pridem. In to je vse, kar Freud ve. Vse ostalo šele bo vedel on in pacient. Oba bosta vedela. Skozi rabo inteligence oba bosta spoznala.
Ne bo Freud rekel, ja, diagnoza, to, terapija, tole. Ne. Oba bosta prišla do idej, novih spoznanj, vednosti in tako dalje. Oba jo proizvajata, vednost namreč. Analiza je edini diskurs, v katerem tiste dva, ki sta vanj vključena, skupaj proizvajata vednost. Psihoterapija ni psihoanaliza, ker psihoanaliza nima z zdravljenjem, terapija, sploh mene zveze. Psihoterapija je terapija, ki jo izvaja terapeut v področnem formatu. Tam so stvari tudi prej. Ja, jaz sem pa Jungos. Pri nas se pa dela tako. Mi smo že, ti tega še ne veš, Analiza nima v tem smislu nobene vsebine, po kateri tehniki pa vi delate, vi sam govorite. Edina tehnika. Kaj pa? Vse. Kdaj pa začnem? Zdaj. Kdaj bomo pa končali? Ne vem. Padejo oznak. To je edina tehnika. Kako? Padejo oznak. No, recimo. Ok. Zdaj imamo pa še natanko 5 minut cajta, da še povem, kaj je tisto mogoče največji, najtrši oreh, odkar obstaja teorija subjekta. Ali je možno, recimo, da bi ljudje živeli kot subjekti bolj množično kot kadarkoli v zgodovini? To je bil veliki ideal, recimo, razsvetljenstva, veliki ideal številnih ljudi, tam, recimo, po letu 1650, ajde, leto gora pa dol, veliki ideal, prav gotovo. To je bil veliki ideal 60-ih let 20. stoletja, milijonov ljudi po vsem svetu. Verjamem, da je to veliki ideal še danes tistih, ki so začeli tako imenovano arabsko pomlad in tako dalje. In verjamem, da bo vedno to veliki ideal. Zdaj, ne me pa vprašati, tako kot mi je gospod na začetku, ja, ti veš, kdaj to bo, pa kako... Ok, je pa veliki ideal. Se pravi, v bistvu je to tudi dobro vprašanje, v zvezi s tem, kar se hoče že na koncu povedati. Kaj je tisti najtrši oreh? Zakaj zagovarjamo logiko subjekta, podložnika, ne tistega, ki je na vrhu in ve in je elita in bo drugim povedal in tako naprej. Podložnik, zato ker človek kot subjekt, kot podložnik, a veste, se je odpovedal. Tako malo mehansko se zveni. Človek, ki želi imeti to izkušnjo subjekta, se nečemu odpove. To je mogoče tisto najlepše pri tem prevzemanju bremena svobode na svoja ramena. Odpove se vsem imaginarijem, v katerih je sicer prisiljen živeti. Iluzijam, ki se tudi velijo čez njega v obliki propagande in gesel in političnih manipulacij in tako naprej. Seveda, to ne pomeni, da se preseli na Luno, ker se ne more, ampak nekaj drugega. Biti subjekt pomeni biti diferenca, biti razlika znotraj samega sveta. Biti subjekt pomeni v bistvu zgolj zastopati neko prazno mesto. Topos. Prazen kraj, diferenco, čisto praznino. Subjekt lahko reče, tako kot pravi Sokrat, ko me sprašujete, ja, kaj pa je tvoja substanca, kakšen je tvoj korpus vednosti in tako naprej, ga nima. Sem benega korpusa vednosti. V tem smislu, recimo, psihoanaliza ni korpus vednosti. Psihoanalize ne morate poučevati, čeprav to poskušajo delati. Ja, Freud je rekel, ojdi pa v kompleksu, tako megral sje gor. Ker ni rekel. Oziroma je rekel nekaj drugega. Freuda ne morate poučevati. Napište naslov Sigmund Freud, da bomo pa povedali bistvo psihoanalize v 3 točkah, naprimer. Ne morate, se ne da. Lahko pa zastopate kraj, ki ga je zastopal Freud. Lahko si predstavljate, ko je prvič rekel eni pacientki, vi samo govorite. Ja, ne boste vi meni povedali, kaj je vi samo govorite. Ja, kdo bo pa pravzaprav vi ste? V nekem smislu niko in ništa. Analitik je niko in ništa. Analitik je nič.
čeprav obstaja iz krvi in mesa in tako naprej, ker je njegova naloga, njegova dolžnost, to je tisto ta pravo breme svobode, ki ga rad nosi. On zastopa samo inteligenco sveta, ne vsebine, ne definicij, ne vem katerih šol in paradigam in teorij, ampak samo inteligenco, ki je pa neskončna. Prosim, imamo pa še. Ja, ok. Kje pa potem nastopi točka preloma, ko se psihoanalitik in pa pacient strinjata, da gresta mi poti narazen? Super, bravo, to je dobro vprašanje. Ker sem že prej nakazal, gresta skupaj. Figurativno rečeno, gresta skupaj. To pomeni, da na neki točki oba počasi prepoznavata. Naprimer, pacient reče, zdaj pa jaz ne čutim več bremena, trpljenja, osvobodil sem se iz tega, padle se iluzije, fantazme sem predel. In reče, preprosto reče, strogo vzeto, ne potrebujem več analize, ne potrebujem analitika in analitik pošteno odgovori, ja, si tudi z vami, mislim, da bi lahko zaključila, kaj mislite, danes, jutri, še dvakrat, še trikrat in se preprosto se dogovorita. Ni tako kot pri ljubimcih, ker ljubimci bi, ja, pa ne že zdaj, pa ne joj, pa ne še malo, no, pa drugo leto, pa se bom potrudil, pa ne, tam je na nek način je igra čista, če lahko tako rečem, igra. Jaz v svet, pazite, tudi to je nekaj, kar se v vsakdanjem življenju redko zgodi. Jaz več ne potrebujem vas, vi več ne potrebujete mene. Vi greste svojo pot, jaz na svojo pot, ker ima vsak svojo v življenju, vsak ima svojo. Ne, jaz grem po tej, ali pa moram slediti temu, Freud ne reče, sledite mi. Ne, vi imate svojo, jaz pa svojo. Kar seveda ne pomeni, da ne obstaja nadaljevanje, ker obstaja. Meni je, tega ne smem povedati, tega ne smem, to pa ne, tega pa res ne smem povedati, ja. Ker bi lahko kdo to, dobro, da sem se zadrl, ja, ne, jaz sem profesionalc, to ne pomeni, da se ne morata srečati, ne? Zato tudi Lacan nekje zapiše, kaj je logično nadaljevanje analize, če vprašate pacienta, je, da postane analitik. Zdaj, a bo on res šel v šolo in postal analitik in tako naprej, to je ena od možnosti. Analitik je subjekt, ki zastopa nek kraj v svetu, v realnosti. O čemer sem danes govoril, kateri kraj to je in nosi breme svobode in se dogaja, da se recimo analitik in pacient potem srečata čez toliko in toliko let na tem kongresu, napišete skupaj kakšno knjigo, se dobita ne vem kje, ampak v principu gre vsak po svoji poti, tja, kamor vsi gremo, k koncu, in zdaj je konc, hvala lepa.